Ja, en lep pozdrav iz Maroka, kjer sem v bistvu že tretjič v življenju, oziroma iz Marakeša, kjer sem tudi tretjič v življenju. V Maroko vedno rad pridem, ker je narava totalno čudovita, tudi ta stara mesta so izjemno lepa, mogoče pa malo manj zaradi ljudi, ki so malo tečni, ampak spoštujem tudi to, ker je nekak del njihove kulture. Zato mogoče en svet za tiste, ki še niste bili tukaj. Če ničesar ne potrebujete, ko se sprehajate takole po starem delu mesta in vas nekdo od domačinov ogovori, mu ne odgovoriti niti nazaj. Saj vem, se sliši malo nesramno, ampak tako, ko nekomu rečeš hello ali pa pomigaš, torej mu daš jasen znak, da si ga zaznal, se ga potem ne znebiš 5, 10 ali pa pol ure. In se zna zgodi, da se boste naokrog sprehajali z novo družino. Sicer se pa počasi vračam v hotel, ker me avto že čaka, lahko pa na hitro samo kakšen podatek ali pa dva o Marakešu. Ima približno 1 milijon prebivalcev in poleg Casablanke je za manj vešče turiste tole prava paša za oči. Mislim, vse je lep, ampak po obisku Marakeša še ne boste mogli reči, da ste videli in spoznali Maroko. Ima pa veliko Medino, to je glavni trg, ampak spet, če vas zanima to, potem pojdite raje v Fez, ki ima največjo Medino na svetu. Zdaj pa res zaključujem, pa grem po avto. Ljudje si dopust predstavljamo precej različno. Nekateri ste najraje 2 tedna na morju, poležavate in ne počnete nič, razen kopanja seveda. Jaz pa na takšnem dopustu postanem nervozen po 2 dnevih, ker mi je dolg čas in imam tega dovolj, zato je zame dopust dejansko pravo nasprotje tega. Jaz se rad potujem naokrog, odkrivam nove stvari, se veliko vozim in ko je uredništvo prišlo vabilo za Mazda Epic Drive Maroko, sem rekel, to se pa moram zagrebsti, ne? Ker tole je zame dopust. In akcija. Evo, z mano v avtu je novinarski kolega Grega iz uredništva Žurnal, jaz pa ta čas, ko on voz, malo brskam po predalu in ugotavljava, da so nama dali poleg dokumentov avtomobila, zraven tudi kreditno kartico, pa nekaj denarja, če bo treba podkupiti kakšnega policista. Sicer pa naj čakata 2 dneva voženj, vsak dan je planiranih 10 do 11 ur voženj, vozili pa se bomo po Maroku in to po vnaprej določenih, totalno hudih cestah in po nori naravi. Ok, čist klasičen dopust tole zame seveda ne bo, ker bo treba tudi kaj narediti pa posneti, da boste vi lahko gledali, ampak ni panike, se bom potrudil. Čaka vas pa vizualna poslastica, ker je narava totalno nora. Mazda je ta dogodek planirala že septembra lansko leto, potem pa je Maroko stresel hud potres, ki je za seboj pustil pravo razdejanje in v katerem je življenje izgubilo 2900 ljudi. Prav tamle zadaj v Marakešu je konkretno poškodoval mesto in je bilo jasno, da izvedba dogodka takrat pač ni bila mogoča in so vsi hiteli pomagati, kolikor se je pač seveda dal. Vsi Mazdini zaposleni bi lahko že naslednji dan odleteli domov, pa so se odločili, da bodo cel teden raje pomagali in to povsem inkognito in o njihovi pomoči niste mogli brati nikjer, ker to v bistvu ni bila marketinška poteza, ampak iskrena pomoč, zato se mi zdi fajn, da jih zdaj pohvalila midva. No, bravo Mazda. Zdaj bo počas tudi čas zamenjava voznikov, ker je meni malo slabo rata. Precej prebivalcem so oblasti ponudile, da se preselijo v Marakeš, ko so ostali brez svojih domov, a se je večina vseeno odločila, da bo ostala na enaki lokaciji, zato so šotori, v katerih ti ljudje živijo sedaj, precej pogosti, domovi pa premnogokrat porušeni. Evo, malo svežega zraka, pa je takoj boljš. No, naokrog se vozva z modelom CX-60 in točno takšnega smo imeli zadnjič na testu, bo kmalu tudi v oddaji, ga je pa vozil samo Matej, ker mu je bil toliko všeč. Ali pa mogoče zato, ker je vedel, da se bom z enakim jaz preganjal po Maroku. Tudi ta ima 3,3 litrski 6-valjni dizelski motor v nosu, pravzaprav je tole blagi hibrid, ki skupaj razvije 270 konjičkov. Torej, več kot dovolj za tole našo vožnjo in tudi iz prakse lahko povem, da je moči vedno in povsod dovolj. Predvsem pa je navora toliko, da bi ga lahko premetaval z lopato. 550 Nm oziroma s funkcijo Overboost, kadar močno pohoden plin, 703 Nm.
Pogon je štirikolesni, ker je na naši poti podlaga precej mešana, nekaj je seveda takole lepe asfaltirane ceste, precej je pa tudi makadama, ampak so se vseeno odločili za povsem serijske avtomobile, niti pneumatik niso zamenjali za kakšne hujše. Takšna pot je v bistvu totalno zakon, ker jo je nekdo pri Mazdi konkretno splaniral, prepeljal in točno določil, kje bo potekala, da je potem vse skupaj sile zanimivo in tudi seveda varno. Čeprav je tamle na desni kar konkreten prepad. Je pa v podporni ekipi z nami tokrat tudi nekdanji vojaški reševalc, če se bo komu kje zataknilo, ker sta oba dneva res vozniško dolga in po puščavi so tudi kače, pa škorpioni, zato previdnost ni odveč. Sploh, kadar si treba ustaviti pa jet lulat. Prvi dan smo imeli zelo zanimivo pot, ki nas je peljala tudi preko prelaza Tic in Test na višini nekaj nad 2000. Cesta večinoma slaba in to predvsem zaradi potresa, ki jo je konkretno prerukal, zato previdnost ni bila odveč. Ampak se je splačalo, razgled na vrhu je bil namreč fantastičen. No in ker se cel dan preganjamo po neobljudenih in neturističnih koncih, kjer ni 5-zvezdičnih hotelov in restauracij, imamo malco kar s seboj. Na vse so mislili pri Mazdi. Tudi na to, da bomo zdaj tukaj eno kavo v miru popili. No, pa ker smo ravno sred lepe narave, pa na visokih prelazih ena kratka učna ura geografije, ker vem, da vas zanima. Gorovje Atlas se razteza na 2500 km dolgem področju Severne Afrike, skozi Maroko, Alžirijo in Tunizijo gre. Tukaj baje živijo določene vrste živali, ki jih drugod sploh ni. Recimo neke posebne ovce, pa gazele in seveda tudi kakšna strupenjača se najde, zato vedno buljam naokrog, kadar letam okrog avtomobila. Gorovje je staro okrog 80 milijonov let, najvišja gora pa je Tupkal z višino 4167 metrov. Ampak gor ne pelje cesta, tako da do tja ne bomo šli. Sicer pa zdaj smo vsi skupaj že skoraj pri rezortu sredi ničesar, kjer spimo danes in vam ga moram pokazati, da boste malo fovš. Smo pa v nekakšnem ekorezortu sredi ničesar, v bistvu sredi oaze, in ta ekorezort je povsem samozadosten z vodo in elektriko, vso hrano pa dobiva v bistvu iz okoliških krajev. Pri vsaki prenočitvi pa potem tudi 10 evrov nameni nazaj tej lokalni skupnosti, kar se mi zdi fajn. Spet, ljudje se razlikujemo in nekaterim je všeč mestni vrvež, pa lokacije, kjer je veliko dogajanja. Meni pa v bistvu paše takšen mir, kjer razen nas ni nikogar. Ne vem, mogoče postajam pa star. Narava je fantastična, res poseben občutek. No, po noči je pa razgled takšen. Dobro jutro, evo, dan 2, smo precej zgodni, ker se je komaj dan začel, tam zadaj je hotel, avti so pripravljeni. Rezultat včerajšnjega dne, na 4 od, 10 avtov so imeli počene pneumatike, kar pomeni, da je v bistvu bila trasa kar dobro speljana, midva na srečo niso imeli nobene težave, nekaj avtov je prišlo s praznimi rezervoarji, tudi to sva midva rešila in umešila tankati. Zdaj so Mazdini zaposleni tukaj za vse poskrbeli in gremo naprej. Danes si pa baje še 2 uri več vožnje. Včeraj namreč nisem kaj dosti govoril o Mazdi CX-60, je pa tole njihov največji križanec, vsaj pri nas. Za družine z velikimi prostorskimi apetiti je prekrasna, vozniško nastrojen in bo pa tudi všeč predvsem zaradi 2 stvari. Ker je totalno uglajena in znotraj se počutim fantastično, vse skupaj izgleda res krasno, materiali so super, nič ne škripa in to kljub temu, da se vozimo precej časa po res slabih podlagah. Saj sem rekel, da so 4 vozniki včeraj predrli gume. Druga stvar je pa sama vožnja. Kljub dimenzijam se prav lepo pelje, krmiljenje je odlično, tole sicer ni hud stroj za dinamično vožnjo kot kakšen MX-5, ampak je nadvse prijetna in povsem nenaporna. Zdaj pa vse naredim eno kratko pauzo, ker sem prišel do najbolj zanimivega dela današnjega dneva. Evo, za tole se je pa splačal ustaviti, ker je razgled fantastičen. Pa če vas moti oziroma če se sprašujete, zakaj je na nekaterih posnetkih avto rdeče barve, na drugih pa te šampanjc barve, preprosto, Mazda je poskrbela za videomaterial, ki so ga posneli z avtom rdeče barve
In glede na to, da so se toliko ekstremno potrudili, se mi zdi škoda, da njihovih posnetkov ne bi uporabil. Poleg tega pa tukaj treba imeti posebno dovoljenje, da smeš letati z dronom in jaz ga nimam. No, hotel sem pa pokazati tole. Sem že mislil, da sem za drugi dan videl najlepši del poti, potem se je pa cesta začela vzpenjati, asfalt je zamenjal makadam in nižina se je ob hitrem dviganju prelevila v totalno gorato in prepadno okolje. Noro. Težav z avtom prav nobenih, razgledi pa izjemni. No, če vas zanima, kaj je dogodek z naslovom Epic naredi epski, je tole ta lokacija. Zdaj smo pa 2921 metrov nad morem in tole je najvišji prelaz v Maroku. Avto je umazan, ampak nobenih težav, malo piha, pa noro lepo. No, hotel sem reči, predvsem pa sem vesel, da je Mazda zbrala pogum in tamle pod pokrov namestila 3,3 litrski turbodizelski 6-valjnik, ki je naravnost fantastičen in z njim je tole eden najboljših križancev segmenta. Sicer pa mimogrede, poglejte še malo ven, ker je narava fantastična in tudi to je še ena stvar, pri kateri je treba Mazdi čestitati, da so zbrali pogum in speljali takšen dogodek. To give you an example, we first started looking at roads in Morocco probably a year before we actually tried to do one in September. And that year is a lot of it's research. It's desk research into roads, trying to link them up, desk research into hotels. Then we have to come over here and just make sure it all works and we can do it in the time which we want to do it in and the hotels are suitable and the roads are suitable. The roads to the east of the Atlas I think are some of the best roads around, and certainly as you come back over the Atlas and as you'd have seen from the Dardades Gorge, the roads beyond that are just fabulous. And Morocco is trying to develop more tourism into the east, and as a result they're taking away some of those really spectacular gravel roads which you'll have driven on over the last couple of days. And I felt it was the right time to come and do that before they just become ribbons of tarmac across the Atlas. It is an organisational nightmare and it can be quite frustrating and it can be very time consuming, but it's worth it because seeing people come back yesterday with big smiles on their faces and saying that, you know, it was probably the best day's driving they've ever done. And people who are saying, you know, they shouldn't be called epic drives, it should be called the epicest drives. You know, just seeing that joy in people's faces, and that's what we try and do, because we're a company that believes in the joy of driving. And when people come back and you can see that they've really enjoyed the experience, you know they have experienced that brand of joy of driving. It's believing in the car and it's understanding that the car is far more capable than you think it is and it can give you a really good adventure. Evo, pa ne še kdo reče, da je poležavanje na plaži boljše od tega.